Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VE Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. He is the man who deserves much of the credit for Slovenia's success. Dr. Janez Drnovšek, the president, today offering us an intimate glimpse into his private life. His lifestyle and his views are far removed from the conventional image of a statesman. You're almost like a sort of a Buddhist monk or something. You're rejecting a lot of all the material things around us. I am rejecting what is not necessary for material life. Because if you take more than you need of material things in this life, then really somehow is not enough room for something more than this. To je bil Janez Drnovšek, predsednik vlade, predsednik države, na koncu pa tudi vodja gibanja za pravičnost in razvoj. Umrl je pred 10 leti, v petek, čez 2 dni, bo od tega je minilo 10 let. Mi pa bomo danes komentirali, zakaj so letošnje parlamentarne volitve, predvidoma bodo junija, tako pomembne, skoraj usodne. Tako namreč vsi razglašajo in pogledali, kaj dobimo, ko na spletu kliknemo na program Liste Marjana Šarca. Z menoj sta danes naša dva posebna gosta, publicist Boštjan M. Turk in pa svetovalec poslanske skupine Socialnih demokratov Jernej Štromajer. Boštjan in Jernej, lepo pozdravljena. Dobro večer. Upam, da se dobro počutite, se oba dva sta blažje tukaj, mislim, da vsaj enkrat gosta. Odlično se počutim. Zdaj, po jutrošnjem bo minilo 10 let, odkar je umrl Janez Drnovšek. Zdaj, mi trije smo sicer iz različnih generacij. Jernej, ti si predvidoma, kot vidim, najmlajši, ampak zanima me vsem vajeno mnenje, kako se vidva spominjata predsednika Drnovška? Boštjan, boš ti, ker si starejši. Ja, torej Drnovšek pomeni eno obdobje v razvoju Slovenije, ki je bilo na nek način, vsaj kar se na zunaj tiče, zagotovo pozitivno. Približevali smo se NATO, približevali smo se Evropski uniji. Šele kasneje se je izkazalo, da seveda so bile mnoge stvari pometene pod preprogo. Vkolikor je Janez Drnovšek lahko za to odgovarjal, ne vem, imel sem občutek, da on pravzaprav nikoli ni bil gospodar svoje stranke, da je bil zgolj neka taka figura, kot so bili tudi njegovi psi. En moj spomin na Janeza Drnovška, mogoče najbolj neposreden, ena fotografija iz časa razpadanja Jugoslavije, iz časa tistih kriznih sestankov na predsedstvu, kako Janez Drnovšek zelo casual, kot se reče, slamico pije limonado, zadaj se zgodovina dogaja, pa pije limonado, kot nek tak simbol tega, da bomo Slovenci pač z minimalnimi žrtvami išli iz Jugoslavije. Poudarjam pa, seveda on je bil figura, ki na globji ustroj tranzicije, tisto, kar se je dogajalo v zakulisju, ni imel vpliva, zagotovo je to vedel, ampak pa če bi poskušal to preprečiti, bi ga pa pač zrušili. Zadaj so bile pa seveda umazane roke, to je pa dejstvo. Zdaj, Boštjan, ti si že enkrat v tem studiu pripovedoval zgodbe o srečanjih z vrhunskimi slovenskimi politiki, recimo tudi Kučanom, pa me zdaj zanima, ali si kdaj srečal, sta se kdaj srečala z pokojnim Drnovškom? Z Drnovškom so se srečala nekoč ob Lipi sprave, se pravi za 1. novembra ob slovesnosti. Jaz sem bil takrat dejaven v tem društvu in to je bilo eno bežno srečanje. Sicer je bil pa Drnovšek popolnoma drug človek kot Milan Kučan, ki je pa neposredno posebljal vse tisto in še danes posebla, kar je slabo. Jernej, kakšna je pa tvoja izkušnja kakšno je pa tvoje mnenje o Janezu Drnovšku? Ja, kot prvo je treba reči, da v mrtvih vse dobro, enako tudi velja za predsednika Drnovška, ki ima velike zasluge za takšno in drugačno tranzicijo, ki je Slovenija uspela prehoditi od osamosvojitve dalje. Jaz ga imam v spominu predvsem v tisti zadnji fazi, ko je bil predsednik republike, po njegovem človekoljubnosti, potem, ko je vprašal razjarjenje ljudje mržneže, a ste vi ljudje, ko so v bistvu protestirali tam proti eni romski družini. Spomnim se ga po njegovih aktivizmih na področju Darfurja. Ne eni romski družini, mislim, da je šlo za znano romsko družino Strojanove. No, kakorkoli. Spomnim se ga potem, ko je v parlamentu, to pa še iz posnetkov, kot predsednik vlade takrat spraševal
kaj boste, ko me ne bo, pobili se boste med sabo. Ne? Ampak oni verjetno takrat mislijo na slovensko politiko, v resnici pa se v bistvu to zgodilo z liberalno demokracijo Slovenije, ki je potem razpadla in te razkrajanje LDS, to vidimo še danes in očitno se tudi s tokratnimi parlamentarnimi volitvami bo še to nadaljevalo. Tako da pokojnemu predsedniku Drnovšku zagotovo vse dobro. Sploh to njegovo človekoljubna plat in pa stvari, ki jih je vendarle kot človek, kot državnik uspešno naredil za to državo. No, zdaj je v principu dal, ne vem, vede ali pa ne vede, istočnico za pogovor o volilni kampanji, zaradi katere smo danes tukaj. Me zdaj zanima vajno mnenje okoli te njegove, okoli Drnovškove prognoze, pobili se boste pobili med sabo. A se zdaj pobijamo med sabo ali ne? No, jaz bi rekel, da se pobijamo se med sabo, seveda ne, hvala Bogu, obračunamo na drug način, s tem, da se je to izkazalo ne za, bi rekel, slovensko politiko, ker po Drnovšku je prišla tranzicija, zelo, bi rekel, je ta oblast prišla v roke ene relativno zelo uspešne vlade, ki je Slovenijo pripeljala v evro območje in v šengensko območje in se takrat ni nič treslo. Trest se je začel, bi rekel, potem, ko se je ta LDS zaradi interesov, ki so bili pa drugačni, kot je imel Drnovšek, je imel ideološke interese, če hočete, kot je rekel kolega, človekoljubne interese, na koncu svoje življenjske poti, jaz mislim, da je strahotno obžaloval tiste tajne protokole, ki so pomenili kri na Kosovem, in zato se je pač obrnil v duhovnost, v to, kar je, se pravi, se je izkazal kot človek integralne morale, za razliko od Milana Kučana, ki nikoli ni ničesar obžaloval, oziroma se pač iz vseh še naprej norčuje. In recimo nekega Gregorja Golobiča, seveda, ki je bil Mefistofeles Janeza Drnovška, in to, da se bojo pobili med sabo, Drnovšek točno jih je poznal fante, točno je vedel, da to ni šlo za slovensko politiko ali pa za ljudi, ki niso bili udeleženi v oblasti, ampak je šlo za LDS, ki je bila en sam pohlep po denarju, po moči in po oblasti. No, jaz se tu ne bi strinjal. Po LDS-ovi vladi 2004 smo dobili to famozno prvo Janševo vlado. In trditi, da je prva Janševa vlada bila uspešna, razen pri tem, da je jahala na uspehih zunanjega izvoza in pa tega, kar je bila zapuščina takratne liberalne demokracije in koalicije, tudi s takratno Združeno listo, pač ne bo držalo. Tista vlada je v bistvu povzročila en glavnih krivcev tudi za bančno luknjo, ki smo jo skoraj 10 let kasneje morali sanirati davkoplačevalci za zelo veliko denarja. Zaradi Janševe prve vlade nas še vse zelo glava boli, skoraj tako fejsko zaradi njegove druge vlade. Tako da tukaj vleč paralele, da v bistvu LDS odgovoril za te stvari, to vendarle ne drži. Zdaj, liberalna demokracija Slovenije ima to usodo, da je nastala iz Zveze socialistične mladine. Potem je postala liberalna stranka. In kot liberalna stranka bi v tradicionalnih evropskih delitvi na političnem zemljevidu pač morali biti obrobna stranka. Nemški liberalci nikoli niso bili glavni, niti to ne francoski, kaj šele britanski. Vedno si imel dve močni politični družini, socialdemokratsko, socialistično in pa to demokrščansko. In liberalna demokracija je tukaj v bistvu se izgubila v neki margini z nekim časom, delno tudi zaradi notranjih prepirov, sedaj se pa v nekih različnih oblikah vrača ta ALDE stranke, te evropskih liberalcev v Sloveniji, kjer pa očitno imajo močno politično podporo oziroma jo uspejo tako ali drugače vsako novo reciklažo pridobiti. Pričemer pa bodimo iskreni. Večina ljudi v Sloveniji si želi močne socialdemokratske vlade, ker bi to zagotovo tudi bilo najboljše za državo in bi državo popeljalo na boljšo Zdaj je omenil si, da ne bi bili liberalci, liberalni demokrati, karkoli, neka marginalna stranka. Niso rekel marginalna stranka. Tretje, junior partner. Pa omenil si ALDE. Zdaj, če se jaz prav spomnim, pa če me spomin ne vaja, so kar 3 stranke iz Slovenije, v bistvu neke vrste članica ALDE. Recimo Ivo Vajgl kot evropski poslanec, ki je evropski poslanec Desusa, potem Zavezništvo Alenke Bratušek in pa stranka Mira Cerarja, ne vem pa zdaj točno, kako je za pozitivno Slovenijo. Ja, pa tu bi še ta nesrečni LDS, ki še v bistvu kot pravna struktura še vedno obstaja, pa mislim, da tudi državljanska lista še na papirju obstaja. Mislim, teh je bilo veliko. Pozabili ste še Kacina, ki je kandidiral kot neodvisni LDS, liberalni kandidat na zadnjih evropskih volitvah in še bi lahko naštevali. No, zdaj smo prišli do bistva, se pravi, zakaj so te usodne, zakaj so te volitve toliko usodne. Pač, jasno, Drnovšek je bil LDS oziroma liberalna stranka zgolj pro forma. On je bil v bistvu bolj izražal neki videz konzervativnega politika,
politika, sicer so pa te stranke, z izjemo strank, ki so nastale, bi rekel, zunaj dežnika tako imenovane socialistične mladine oziroma Zveze delovnega ljudstva SZDL, a ne, so pač vse transmisijske stranke in so muhe enodnevnice in so pač predstava za ljudstvo. In tudi danes, junija, na parlamentarnih volitvah bomo, kot že tolikrat, gledali predstavo, slabo režirano predstavo za ljudstvo. Jaz se ne strinjam z kolegom. Sam sekundo, zdaj, da ponovim to vprašanje. Zakaj za božjo voljo zdaj vsi ti poznavalci, analitiki, ne vem, kdorkoli še tretji, vsi govorijo, da so te volitve usodne. Pogovarjam se z raznimi predsedniki uprav, direktorji državnih podjetij, tudi oni govorijo, da so že marsikaj dali skozi, marsikakšne volitve, ampak da kaj takšnega, kot se zdaj dogaja za kulisijo, pa še ni bilo. Zato zdaj oba sprašujem, zakaj so te volitve tako prekleto usodne? Torej, te volitve so usodne, zato ker morajo nujno popraviti ravnovesje, ki je bilo popolnoma zgubljeno z volitvami 2014, z vso montažo, bi rekel, ko so vodijo opozicijo, čeprav se pa na njegovo stran ne postavljam, ampak stvar pač kliče do neba. To se pa ti se strinja za tem, da so usodne? Ti se strinja s tem, da so usodne te volitve? Ja, jaz sem prepričan, da so zelo usodne, kajti Slovenijo je potrebno, kurs je potrebno obrniti drugam. Torej, ta monopol, mi živimo en sam monopol. Mi živimo gospodarski monopol, medijski monopol, torej kakršenkoli monopol, bančni monopol, in te monopole, če hoče Slovenija preživeti, če noče doživeti eksodusa najbolj vitalne populacije, iz univerze in iz tega je treba te monopole razbiti. Te monopole se lahko razbije samo tako, če pride res do pravega pluralizma v državnem zboru. To je nujno. Zakaj pa so po tvoje te volitve usodne, če so zate tudi usodne? Mislim, te volitve so usodne samo za enega. To je za princa Teme, vodjo največje opozicijske stranke SDS, zato ker je live or die. Janez Janša ne bo preživel oziroma težko preživi še en mandat v opoziciji, hkrati so pa usodne za državo, ker si nikakor ne želimo, da ponovno pride zima v Slovenijo. Ko mislim zima, mislim, da si ne želimo, da Slovenija pride v blok držav radikalne desnice. Ne neke demokrščanske socialne unije, kot je Nemčija, ampak radikalne desnice, kot je Orban na Madžarskem, kot je skrajna desnica na Poljskem. Zdaj, ali želimo retrogradno se pravi politiko, ki bo potela ljudi nazaj, katolibinizacijo Slovenije, če želite, ali želimo napredno, progresivno državo. Se pravi, tukaj, to se bomo odločili. Ali želimo imeti državo, da jo vodijo tranzicijski politiki, osamosvojitelji, ljudje iz 90-ih, ki so zagrenjeni, ki se že 25 let oklepajo vodstva svoje stranke, kjer so edini hegemon na desnici, kjer niti ne pustijo, da bi se lahko druge stranke normalno razvijale, ali bomo imeli normalno pluralno družbo. Ampak normalna pluralna družba pomeni civilno družbo, ne pa napad na civilno družbo, kar govori Janez Janša, in pa pomeni leve, progresivne, svobodomiselne stranke, ki niso ljudomržene, ki ne grozijo ljudem, ki ne deportirajo ljudi, ki se ne spravljajo na človekove pravice, ne pa na te klicanje duhov in teorije zarote in ostale agresivne politike, ki jih lahko vidimo iz ust Janeza Janše. Ampak to sam zdaj, Pedno Boštjan govori sam še to, bom rekel, neko podvprašanje imam za Jerneja. Zakaj zdaj ta termin radikalna stranka, govorimo pač o SDS-u, to zdaj vidim, da Levica zdaj uporablja zadnji mesec, dva, vedno, kada govori o SDS-u, govori o radikalni stranki. Zdaj, Janez Janša pa SDS so člani Evropske ljudske stranke, podobno kot te vse demokrščanske stranke, o kateri smo prej govorili. Zakaj ste zdaj jim vi lepite ampak kdo besedo lepite ta izraz radikalna stranka? A je to volilno geslo ali kaj je to? Nihče ga ne lepi, sami so se tako brandirali. Oni gradijo politiko na sovraštvu, na grožnjah, na ljudomrznežih. Oni so tisti, ki govorijo, da je Merklova del problema in da Orban del rešitve. Oni so tisti, ki govorijo, zdaj bomo pa zavarovali meje in Slovenija je ne vem kako zlobna in ne vem kaj, ker je pomagala beguncem v krizi. Oni so tisti, ki napovedujejo odkrito. Janez Janša je ta vikend na svojem srečanju stranke odkrito napovedal po Orbanovem zgledu napad na civilno družbo, na svobodo združevanja, na človekove pravice, na svobodno izražanje civilne družbe. Zato, ker bi to naj bili neki famozni, ne vem, Sorošovi plačanci in podobne neumnosti, ki si jih lahko on samo v svoji glavi izmisli. To ne drži. Ta stranka se je radikalizirala. Še Ivo Hvalica govori o tem, da se je ta stranka radikalizirala. Pač prišlo je do tega, da so ostali samo še najbolj zvesti, ki bodo pač v bunkerju do blitkega konca. Zdaj moram prekiniti, pa nekaj, da bi te hotel prekiniti, pa tudi Boštjan ne moram dati besede, ker so prišli do polovice oddaje, gremo na oglase, potem pa ima besedo Boštjan.